Tole je pa novi Crafter. Ja, se me ne vidi. Moment. No, tole je novi Crafter. Predvsej večji stroj, kot jih imamo ponavadi pri volanu, a ne? Tale je različica L3H3 in je nekje vmes v ponudbi. Največji je L5H4. Tisti ima več kot 18 kubikov prostora tule notri. Tale pa skoraj 11. Kot ena manjša garsonjera je ali pa kot en super avtodom. Če vam je multivan Kalifornija premajhen, zdaj delajo Kalifornijo tudi na osnovi Crafterja. Ampak tale je tovorni in prepričan sem, da ste vsi tisti, ki ga že vozite, z njim zelo zadovoljni. Lani je bil celo mednarodni dostavnik leta, torej je res fajn. Položaj za volanom je super, sedim dobro, sicer pogrešam kakšen naslon za roko, ampak to je še dodatna oprema, ki jo lahko izberete. Sicer pa so materiali prijetni, ta zaslon je zelo pregleden, odlagališče je en kup, kot pravo osebno vozilo je, samo da je pač ogromen. Še boljši bi bil z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ampak tega ponavadi izberejo tisti lastniki, ki so tudi vozniki, manjkrat pa tam, kjer so lastniki lepo v pisarni, zaposleni pa vozijo. Še tole vam pokažem. Vzvratno kamero le izberite, ker bo mimogrede rešila tole gmoto pred kakšno prasko. Se pa je treba malce navaditi, ker je nameščena čisto zgoraj in je potem slika kar malce hecna. No, vožnja. Kombiji so zakon. Že kakšnih 10 let so tudi tileta veliki vozniško zelo prijetni in lahkotni. Crafter pa se lahko pohvali tudi s tem, da je eden najbolj varnih. Ker 17 različnih varnostnih sistemov bdi nad voznikom. Sam zna zavirati, opazuje črte na cesti, popravlja prikolico, ki se ji je ravnokar zmešalo med vožnjo, sam zna parkirati, če ste štorasti tako kot jaz, in kup drugega ima. Samo z 2-litrskimi TDI motorji je opremljen, tale ponuje 103 kW moči oziroma 140 konjičkov, obstaja pa tudi močnejši. Če ga ne boste pogosto obremenjevali s težkimi tovori, bo čisto dovolj močan, nikoli ne deluje podhranjeno. Pa bi lahko, ker ima 4-kolesni pogon, ki vseeno pobere nekaj moči. No, tale ga ima, lahko pa izberete tudi različico, ki ima le sprednji pogon ali pa takšno, ki ima le zadnjega, kakršnega boste pač izbrali. In različic nadgradenj je v ponudbi toliko, da boste sigurno zase našli pravo. 4-kolesni pogon je super, če bo treba takole riniti po kakšnem slabem makadamu ali pa po zimi v klanec. Nikoli vas ne bo skrbelo, vedno bo šlo. Za dobre 3 ure lahko doplačate še kompletno aluminijasto zaščito podvozja, da vas nikoli res ne bo skrbelo. Edino nakladalni rob je v tem primeru malce višji. No, takšen stane 39 jurjev z DDV oziroma okrog 32 jurjev brez njega, ker vem, da je za prevoznike to bolj pomemben podatek.